podpirate legalizacijo marihuane. Da. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je danes že toliko nekih znanstvenih analiz in raziskav narejenih, da je tudi stroka ugotovila, da marihuana ni takšno zlo, kot so govorili v starih časih. Nenazadnje je kar nekaj držav na svetu, ki so že legalizirale industrijsko konopljo, industrijsko se lahko tudi v Sloveniji proizvaja. Naslednji korak je tako imenovana medicinska konoplja, ki blaži določene vrste bolezni, so že mnogo nekih analiz narejenih, da blaži simptome raka, marsičesa drugega. Nekaj držav pa seveda ima tudi že legalizacijo marihuane za splošno rabo, za odrasle seveda, kar pomeni od 18 let naprej. In razprave v Sloveniji mislim, da tudi potekajo na to temo, skratka tu nimam. Pokazalo še ena stvar, Jan, se opravičujem. Še ena stvar se je pokazala, da so države, kjer so legalizirali marihuano, dobile pozitiven izplen. Črni trg namreč funkcionira povsod. Ko se je prodaja marihuane legalizirala, se je seveda skozi davke nazaj nabralo kar precej nekih prihodkov in brala sem tudi, da v nekaterih državah ugotavljajo, da se stopnja kriminala zmanjšuje v teh državah, ko ni več te preprodaje marihuane, potem še kakšnih trdih drog zraven, ne vem, kaj vse v paketu gre, nisem z tega terena. Ampak mislim, da se že vse več držav zaveda, da ta marihuana ni, če malce po domače rečem, tak bav, kot so mislili pred leti. Ja, ene države, oziroma eni stati v ZDA imajo celo, da si kot Volt pico naročiš domov, gram, 2, 3, pač koliko bi želel skaditi. Ste kot mlada probala? Nisem. Ne. Ok, to je Luka Mesec na mojem streamu rekel, in od Pop TV-ja vsi so začeli. Prvi politik je javno priznal, da kadi marihuano. Tako da. Ne, ampak Požar, Report in podobni so tudi naredili iz tega, kot da je rekel, da se vsak dan fiksa. Tako da Ampak na tej streami se dogajajo revolucionarne stvari.